Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dober dan želim, lep pozdrav vsem skupaj. Kot ste bili obveščeni, sta se predsednik vlade dr. Robert Golob in minister za finance Klemen Boštjančič danes sestala s predstavniki občinskih združenj na temo povprečnine za leti 24 in 25. Po srečanju dajem najprej besedo predsedniku vlade dr. Robertu Golobu. Predsednik, izvolite. Najprej lep pozdrav. Bom začel kar neposredno. Dosegli smo dogovor. Dosežen je dogovor o tem, da se povprečnina dvigne na 725 evrov na prebivalca, te da se dodatnih 20 milijonov med občinami razdeli po formuli, ki so jo predlagali v skupnosti občin Slovenije. Na ta način bomo dosegli dvoje. V enem delu bomo zajeli dvig stroškov, ki jih imajo občine, na druge strani pa tudi začeli delati na izravnavi med tem, da nimajo vse občine enakih bremen oziroma enakih storitev za državljanke in državljane. Jaz sem prepričan, da s tem kompromisom nihče ni čisto posebno zadovoljen, ampak taki so najboljši kompromisi. In s tem bi se tudi ustavil. Hvala. Hvala lepa predsedniku. Minister, bi vi potem na koncu še za vprašanja, pa bi dala potem naslednjemu besedo kar v imenu skupnosti mestnih občin gospodu Zoranu Jankoviću. Izvolite. Dobar dan. Želim najprej, da nismo zadovoljni, ne, to je dejstvo. Ampak po drugi strani smo pa hvaležni vladi, da je v teh težkih časih našla toliko razuma in toliko dobre volje, da smo prišli do tega predloga. Govorimo za leto 24, za leto 25 bomo pripravili predlog, ki bi temu delu dal neka dodatna sredstva po predlogu skupnosti občin. In treba tudi povedati, da je vlada že letos razdelila med občine v poplavah na interventna sredstva v višini, ki so nekaj čez 80 milijonov. Še enkrat hvala za support. Je pa zame zelo pomembno, in to bom tudi razlagal našim združenju mestnih občin, da je to prvi korak, da se v bodoče občine razdelijo po povprečnini glede na naloge, ki jih dobijo v upravljanju in upravljanje za svoje meščane in meščanke, oziroma občanke in občane. Hvala lepa gospodu Jankoviću. Naslednjemu dajem besedo gospodu Gregorju Macedoniju v imenu skupnosti občin Slovenije. Lepša hvala. Hvala predvsem vladi, predsedniku vlade, ministru in vsem sodelavcem za to, da smo res vodili en intenziven dialog. Dejstvo je, da smo se pogajali v zelo težkih razmerah, v razmerah, ko seveda bo šlo ogromno denarja občine tudi za odpravo posledic poplav. In seveda je bilo treba na nek način najti tudi formulo, kako na eni strani ohraniti to razvojno naravnanost slovenskih občin, ki vemo, da so pomembna trdnost našega sistema, in na drugi strani, da tudi občine pomagajo v tej težki situaciji, ki prizadela cela država. Tako da seveda smo želeli dobiti tudi kakšen evro več ob upoštevanju vseh realnih razmer, ki so v tej državi, pa smo lahko s tem doseženim dogovorom danes zadovoljni. Predvsem bi pa izpostavil to, da smo danes govorili tudi, da pridemo morda do situacije, da v prihodnjem letu najdemo način, da bo formula zapisana v zakon in da se v prihodnje izognemo vsakoletnim pogajanjem o višini povprečnine, ker seveda sosednje države, evropske države takih sistemov ne poznajo, ampak je določen del davčnih prilivov nekako avtomatsko del izvirnih prihodkov lokalne samouprave. Hvala lepa in še v imenu Združenja občin Slovenije gospod Robert Smrdelj. Izvolite. Ja, dober dan. Jaz sem zadovoljen, da smo prišli do kompromisa, tako kot je predsednik vlade rekel, smo vsi malo nezadovoljni, ampak v končni fazi vemo, v kakšni situaciji se pravzaprav slovenski prostor nahaja in je treba najti rešitve. Mislim, da dodatnih 70 milijonov, za kolikor smo se dogovorili, da je številka, ki se jo da sicer s tisnimi zobmi zagovarjati tudi strani občin, je pa, tako kot je bilo rečeno že večkrat, ogromno sredstev bo šlo v obnovo Slovenije in ogromno sredstev seveda bo šlo tudi preko občinskih sistemov. Res je, da bo potrebno vsa ta support tudi strani občin vzdrževati oziroma sfinancirati, vendar mislim, da je predlagan kompromis v redu. Mi sicer imamo sejo predsedstva jutri in bomo seveda to zadevo obravnavali in po moji oceni tudi potrdili. Sem pa zadovoljen tudi, da smo se dogovorili, da
na nek način poskušamo čim prej priti do ustreznih analiz za to, da vidimo, kako je s sistemom financiranja občin, ki na to temo je precej govora in na podlagi na podlagi take analize tudi pridemo do neke dopolnitve sistema financiranja občin, zato da dejansko bomo lahko pravzaprav mirno spali. Tako da zaenkrat hvala. Zdaj, dejstvo je, da smo vlada in občine v zadnjih tednih oziroma mesecih pravzaprav vršili intenzivne pogovore in pogajanja. Zelo vesel sem, da se je večina tega dogajala za zaprtimi vrati in razen nekih malenkosti, tudi niso bile vse točne, stvari niso prihajale ven. Tako da mislim, da je to en glavnih razlogov in predpogojev za to, da smo na koncu dosegli kompromis. Tako da seveda ni bilo enostavno. Zdaj, zakaj je toliko kot je, seveda vsi dobro vemo, kaj se v letošnjem letu zgodilo. Največja naravna nesreča v zgodovini. Vlada poskuša najti sredstva za sanacijo te nesreče povsod, najprej pa pri sebi. O tem je bilo veliko govora, ne bi danes o tem govoril, ampak kot rečeno, z vsemi temi združenji je za nami vrsta pogovorov. Tudi v mestnem času so še tekli določeni pogovori, v katerih niti javnosti nismo seznanjali in na koncu smo prišli do kompromisa. Tako kot so že prej kolegi povedali in predsednik, ta kompromis je nekaj takega, kjer nihče ni čisto zadovoljen, pa na drugi strani smo vsi zadovoljni, da smo ta kompromis sklenili. Sredstva so omejena in vesel sem, da so združenja na koncu tudi to razumela in še posebej poudarjam tudi to, kar je bilo rečeno. Zelo pomembno je, da smo prvič naslovili, da del teh sredstev za povečanje ne gre avtomatsko pa proporcionalno vsem občinam, ampak se bo delil na podlagi formule, torej predvsem tistim občinam, ki so podfinancirane. To je v resnici prvi korak k temu, da poskušamo v naslednjih tednih in mesecih in to relativno kmalu doseči dogovor, ki se bo rezultiral v spremembi zakona o financiranju občin, ker se absolutno vsi strinjamo, da seveda to vrstna pogajanja vsako leto pravzaprav niti niso smiselna in kup energije nam jemljajo. In tudi na sestanku je predsednik večkrat povedal, da se absolutno strinjam, da je bolj koristno, če bi ga porabili se za sedeti in se pogovarjati o razvojnih vprašanjih, ne pa o nekih eksistencialnih. Hvala. Zdaj, če kaj dodati? Ja, povprečnina je glavni vir financiranja občin, ti stabilen skozi leta, zato seveda tem pogajanjem smo posvetili precej pozornosti. En izmed možnih interpretacij te zakonodaje, ki seveda pove zgolj okvir, v katerem se pogajamo vsako leto občinska združenja za vlado, je tudi razpoložljiv delež dohodnine pobranega davka v letu 2 leti nazaj, torej letu 2022. Ta številka res kaže na 763 evrov povprečnine, če bi samo ta vir upoštevali in samo to formulo. Dejstvo pa je, da seveda v letošnjem letu vemo, da je bilo 84 milijonov bo recimo samo nakazanih v občine intervencijskih sredstev za poplave. Temu to težko mi ne upoštevamo in ne razumemo, lahko bi vlada rekla, seveda damo vam vašo povprečnino višjo, pa sami pokrite stroške intervencij. Torej, veliko je bilo teh okvirov, ki smo jih mogli seveda upoštevati in razložiti. Kot rečeno, gre za dogovor, gre za nek kompromis, s katerim nismo zadovoljni. Smo pa seveda veseli, da smo bili slišani, da tudi v občinah, kjer bo treba izvajati, vemo, da velika večina slovenskih občin bo imela nalogo izvajati ukrepe po poplavah in da seveda te občine bojo mogli biti v neki finančni kondiciji, ker izvajati investicijske projekte v višini več milijard. Seveda vemo, da država že kohezijo včasih, ki je 3 milijarde v 7-letnem obdobju, včasih ne zmoremo z obstoječimi resursi, tako na državni kot na lokalni ravni. Če lahko še jaz na kratko. In sicer tako, mi smo imeli kalkulacijo, da bo stroškov v naslednjem letu približno 800 evrov.
To je pač izračun, ki ga znamo zagovarjati in zelo verjetno bo se številke vrtele okrog tega. Zdaj, zakon o financiranju občin govori o nekih agregatih, ki so podlaga za določitev povprečnine. Eden je, se pravi, višina 54% dohodnine v preteklem letu, se pravi leto 2022, to znese ven približno teh 763 evrov. Drugi agregat je povprečje stroškov za zadnja 4 leta. Tukaj pridemo na približno 677 evrov. In pol je pa makroekonomsko stanje v državi. Zdaj, če tu vse skupaj nekako zložiš, je, dajmo reči, številka, ki smo jo dogovorili, en kompromis ali pa eno povprečje cele zgodbe. Dejstvo pa je, da vse stroškov ne bomo pokrili. Če damo za primerjavo ali pa za občutek, za lansko leto je bil ta razkorak med stroški pa med prihodki iz povprečnine približno 12,5%. Letos bo približno nekaj takšnega, mogoče kakšnega 0,5% več. Zdaj s to povprečnino, oziroma ne samo povprečnino, no tudi pač s temi 20 milijoni zraven, pridemo verjetno na nekaj podobnega. Tako da iz tega zornega kota se da argumentirati, no, da glede na celo situacijo je tudi, dajmo reči, tak soliden kompromis. Je pa dejstvo, no, da občine bodo tiste, ki so bile prizadete v poplavah in tiste, ki niso bile, bodo imele tukaj precej nalog. In tukaj računamo mogoče na kakšen dodatni razpis ali na kakšna zelo namenska sredstva, zato da bodo lahko aktivno izvajali pravzaprav ukrepe, protipoplavne ukrepe, oziroma sanacijo, ki je zdaj predvidena, ker ta gora sredstev, ki je zdaj predvidena za sanacijo, se ne bo investirala sama od sebe. In tukaj se precej računa na občine, tako da tukaj nas čaka še izziv. Hvala lepa za izčrpna pojasnila. Urška Mlinarič, že večer, teh dodatnih 20 milijonov, a se to deli po principu 60% vsem občinam, 40 pa tistim, ki imajo večje stroške dela zaradi večjega števila javnih uslužbencev? In gospod minister, glede na to, da so župani vse skozi ravno opozarjali na te stroške dela, me zanima vaše stališče do zahteve sindikatov po umiku člena ZRIPS-a, ki določa neusklajevanje plač v javnem sektorju v prihodnjem letu. Ali ste naklonjeni temu tudi kot minister za javno upravo? Kar se tiče teh dodatnih 20 milijonov, teh 20 milijonov se bo delil samo na en manjši del občin, tiste občine, ki so po izračunih pod povprečjem, kar se tiče stroškov, ki jih imajo iz naslova upravljanja javnih služb. Kar se tiče drugega vprašanja, čeprav ni to tema današnjega pogovora, vlada je bila enotna, ko je potrjevala proračunske dokumente. Med temi dokumenti je seveda tudi ZIPRS, katerega en del govori o neusklajevanju plač v javnem sektorju, tako da več kot to seveda nimam za povedati. In še enkrat, vsi ministri so glasovali za. Izvolite. Lahko sem še mogoče pojasnilo. Zdaj, teh 20 milijonov bo predvsem razdeljeno glede na delež plač, ki ima posamezna občina v strukturi svojih stroškov. Naše prizadevanje bodo, da seveda se to deli med vse občine, tako kot se med vse občine deli že sedanja formula, kjer je pač odvisno od dolžine cest ali površine, se pravi, dobijo vse občine, ampak seveda različno. Torej, nek delež v strukturi plač bi bil tisti ključni kriterij, da bo prišlo do morda po drugačni linearnosti, kot je deljenje po sedanji formuli zakona o financiranju občin. Sopražujem, ki sem mogoče mečkan izjavo ministra. Pravilno, se oproščam, kolega Macedoni je pravilno povedal, preigravali smo obe opcije in na koncu je tak, za katero je on povedal, ta za katero je bila potrjena. Hvala, še eno vprašanje. Izvolite. Zdenka Bakalar, Radio Slovenija. Mene pa zanima, gospod minister, kje boste najdel teh 50 milijonov plus 20, torej 70 v proračunu, glede na to, da je vlada že sprejela proračun. Zanima me tudi, kdaj bo točno odločitev o tem, ali bodo socialni transferi zamrznjeni ali ne, oziroma kdaj boste te davke, ki ste jih naštevali tudi včeraj na pogovoru, torej na sladke pijače, potroševine, na
žgane pijače pa cigarete, kdaj bo to uresničeno oziroma kje boste to predstavili, v katerem zakonu, kje bo to? Kar se tiče še enkrat do dogovora glede višine povprečnine, seveda že, ko smo se šli v začetku pogovarjati z občinami, smo nekaj manevrskega prostora imeli, drugače bi bilo nesmiselno sedeti na kakorkoli pogajati, če to ne bi bilo, to je vendar pravzaprav velja za vsa pogajanja. Kar se tiče ostalih vprašanj, zdaj seveda ne moremo naprej napovedovati, ko bodo stvari dovolj zrele, ko bodo na vladi potrjene, takrat jih bomo tudi komunicirali.